Spoštovane, spoštovani, kot vidite, vlada dela s polno paro in ena izmed pomembnih zadev, ki jo je tokrat vlada sprejela in tako začenja svojo parlamentarno pot, je novela zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Spričo aktualnih dogodkov, predvsem ko gre za velike infrastrukturne projekte, smo prepričani, da je ta novela zakona še posebej pomembna, tudi zato, ker smo prepričani, da bomo v prihodnje pospešili nekatere postopke, ki zdaj nenavadno dolgo zavlačujejo izvajanje velikih infrastrukturnih projektov v tej državi in seveda s tem ti zastoji povzročajo tudi veliko narodno gospodarsko škodo. Poleg tega bomo s to novelo zakona zaostrili odgovornost tako naročnikov kot ponudnikov, kot tudi Državne revizijske komisije, ki je nekakšen varuh zakonitosti na tem področju. Poglavitne rešitve tega predloga, če dovolite, bi naštel. Gre za nekaj novih prijemov, tudi po vzoru nekaterih drugih evropskih držav, ki so očitno na tem področju pred nami, pa ne toliko zaradi zakonodaje, kot predvsem zaradi kulture javnega naročanja. In jaz bi, preden vam naštejem nekaj točk iz te novele zakona, vendarle rad opozoril, da ne bi smela biti prevelika pričakovanja, da zdaj, ko bo Državni zbor to novelo zakona potrdil, bomo pa kar naslednji dan zagnali vse te projekte, pa nekateri že nenavadno dolgo stojijo, in kdo ve, koliko časa še bodo, če se bo praksa javnega naročanja pri nas, ko gre za velike infrastrukturne projekte, nadaljevala. Ker poudaril bi rad, in ta podatek smo v zadnjem času vendarle večkrat poudarili v javnosti, v Sloveniji sicer na področju javnega naročanja še zdaleč ni vse narobe. Več kot 6000 javnih naročil izvedemo v povprečju vsako leto. Okrog 2% ali še nekaj manj, manj kot 300 jih konča na Državni revizijski komisiji. Pa še od tega jih je večinoma bolj ali manj rutinskih, potem pa je tistih kakšnih 10% tako imenovanih velikih, kjer se seveda bije neusmiljen boj, po drugi strani pa nekako nimamo prijemov, da bi ugotovili v teh postopkih, da gre tudi za zlorabljanje v postopkih javnega naročanja, predvsem zlorabljanje pravnega varstva, in da se to tudi ne sankcionira. Poleg tega seveda želimo na višjo raven postaviti tudi samo sestavo Državne revizijske komisije. In ne želim na tem mestu reči, da člani Državne revizijske komisije niso strokovni, da niso usposobljeni. Pa vendarle je praksa pokazala, da potrebujemo širši spekter strokovne podkovanosti, ne samo pravno. Javna naročila so danes tako kompleksna in te pritožbe tako kompleksne, da vendarle potrebujemo znotraj Državne revizijske komisije tudi ljudi z drugimi strokovnimi znanji. Zato mi povečujemo število članov Državne revizijske komisije s 5 na 7, poleg tega zvišujemo tudi starostno mnenje in ustrezne kompetence in kvalifikacije in seveda tudi delovne izkušnje, večletne delovne izkušnje, predvsem na področju javnega naročanja. Po novem bodo kandidati za člane ali članice Državne revizijske komisije morali skozi neko strokovno sito, ki bo preverilo vse te navedene kvalifikacije in
najbolje se nam je zdelo, da je takšna komisija sestavljena iz članov Sodnega sveta in tako smo tudi potem zapisali v noveli zakona. In ko bo ta komisija tega Sodnega sveta prevetrila kvalifikacije vseh, ki bodo prijavljeni, bomo, prepričan, dobili strokovno usposobljene kandidate, ki jih bo resnično potem seveda potrjeval Državni zbor, ampak ravno zaradi tega, zaradi te komisije Sodnega sveta, prepričan, da bomo dobili bolj usposobljene, bolj strokovne ljudi, predvsem pa bomo na ta način vendarle zagotavljali večjo tudi neodvisnost same Državne revizijske komisije. V samih postopkih morda na kratko samo, s čim vse želimo pa pospešiti te postopke javnega naročanja, predvsem tam seveda, kjer se išče potem pravno varstvo na ravni Državne revizijske komisije. Najprej skrajšujemo rok, v katerem mora naročnik izdati neko novo odločitev, potem ko je bila zadeva že na Državni revizijski komisiji. In ta rok skrajšujemo zdaj na 60 dni. Vi veste, da v nekaterih znanih, razvpitih infrastrukturnih projektih se je v primerih, ko se je to zgodilo, potem naročnik nenavadno dolgo obotavljal in je šlo spet pol leta okrog, da je sploh sprejel kakršnokoli odločitev, pa tudi če je bila čisto rutinske narave. In ta rok zdaj skrajšujemo. Potem narekujemo Državni revizijski komisiji prednostno obravnavo velikih javnih naročil, takšnih v vrednosti nad 10 milijonov evrov. Takšnih so tudi pravzaprav takšnih je tudi največ na Državni revizijski komisiji, ne po številu, ampak po zapletenosti. In tukaj želimo celotno zadevo pospešiti. Državna revizijska komisija naj presoja zgolj bistvene kršitve. Mi smo bili večkrat v preteklosti priče, da so se zaustavljali postopki, da so se vračale zadeve zaradi, če karikirano rečem, tudi zaradi vejic, ki seveda to v vsakem primeru ne bi bistveno vplivalo na to, da se nek postopek zaključi in da se javno naročilo tudi izvede. In te nebistvene stvari, ki zdaj bremenijo te postopke, pač morajo odpasti in treba je odločati bistveno bolj življenjsko, ne pa v mnogih primerih črkobralsko. In tisto, kar bi moralo, in tudi smo prepričani, pospešilo te zadeve in odvračalo seveda ponudnike od pritoževanja, je onemogočanje veriženja nenehnega pritoževanja na iste stvari. To smo zdaj priče temu. Lahko se pritožuješ do, če karikirano rečem, nezavesti na isto stvar. To je sedaj s to novelo zakona onemogočeno. Lahko se pritožiš na eno stvar, po drugi strani pa seveda tudi Državna revizijska komisija mora odločiti o vseh točkah pritožbe, ne pa o prvi točki, pa se potem zadeva vrne in tako jih je lahko 10 ali pa 20, pa bo toliko potem tudi teh pritožb. Tako da to vse skupaj mora prinesti neko dinamiko v ta proces. Tisto, kar je novo in o tem je bila pravzaprav zelo dolga in poglobljena razprava, mi smo želeli s temi spremembami zakona priti prej, pa vendarle smo potem pustili čas v čas in uskladili rešitev, ki pa je nova. Namreč mi smo edini trenutno v Evropi, ki nimamo sodnega varstva. Torej, Državna revizijska komisija je s tem, ko odloča, popolnoma samostojna, ampak nad njo je tudi samo modro ali oblačno nebo, kakršnokoli že. In
To je nenavadno, kaj smo toliko drugačni, da cela Evropa ima to obliko druge stopnje oziroma sodno varstvo, pri nas tega nimamo in res je. Se je res, da Evropska komisija ni tega zahtevala od nas, ampak sami ugotavljamo, da v določenih primerih pa odločitve Državne revizijske komisije vendarle tudi zahtevajo neko revizijo same revizijske komisije, revizijo revizijske komisije, ker kdo pa pravi, da je ta komisija vselej nezmotljiva. In tu smo uvedli ta institut, uvajamo institut pravnega varstva, sodnega varstva, ki ga bo izvajalo upravno sodišče, vendar na način, da se ne bodo zaradi tega zaustavljali sami konkretni postopki. In takšne ureditve poznajo po Evropi, tudi v sosednji Avstriji imajo takšno. Torej upravno sodišče, če pride pritožba, tožba na upravno sodišče, bo pač ugotavljalo, ali je v samem postopku Državna revizijska komisija naredila kakšno napako, ali je uspešno oziroma ali je v redu uporabila samo zakonodajo ali ne, in na podlagi tega se bo v prihodnje ustvarila neka sodna praksa, ki bo preprečevala tako napačne odločitve Državne revizijske komisije, kot tudi težnje po nenehnem pritoževanju. In tako kaže praksa v tujini. Zato pravim, da seveda vse skupaj ne bo pomenilo, da bomo kar čez noč odpravili vse te probleme, ki jih imamo v državnem naročanju, ampak če bi recimo takšno obliko pravnega sodnega varstva uvedli pred 10 leti, bi danes že imeli določeno sodno prakso in se nam, jaz sem prepričan, določene stvari, ki smo jim danes priče, ne bi dogajalo. In to je smisel teh sprememb. Veste, nismo šli vanje zgolj zaradi karavanškega predora ali kakšnega drugega javnega naročila, ker bi bilo narobe na en primeru graditi zakonodajo ali pa spreminjati zakonodajo. Minula praksa je pokazala, da bi te rešitve, če delujejo drugod, morale delovati tudi pri nas. Seveda je pa res, ne, da takšne kulture pritoževanja pač drugod ne poznajo. Pri nas se to dogaja, drugod pa ne. Zato pa si dajemo za vzor nekatere sosednje države, kam vse so že prišle z določenimi projekti, pri nas pa vse skupaj stoji. Ni to samo zaradi zakonodaje in zakonodaja ni tista čarobna palčka, da bomo zadeve čez noč lahko spremenili. Treba bo seveda nenehno opozarjati tudi in trkati na vest vseh udeležencev v postopkih javnega naročanja, da se dogaja velika narodno-gospodarska škoda in da bi bilo seveda dobro, da ponudniki včasih gredo tudi malo vase in se raje ozrejo v svojo ponudbo. Zakaj? Vendarle so dražji od drugih, naročniki pa prav tako morajo dvigniti standard tako samih javnih razpisov, projektov in tudi samega vodenja postopkov javnega naročanja. Tako da je to, zakaj imamo tolikšne težave, vendarle krivda deljena. Ni vedno samo črno-belo ali pa samo enoznačno. Vsi skupaj, ki smo v teh postopkih javnega naročanja, bi morali ustrezno opraviti svoje delo, pa bo tudi ta zakonodaja, če tako rečem, prijela. In to je temeljni namen teh sprememb zakona, ki jih zdaj Vlada Republike Slovenije pošilja v Državni zbor. Hvala ministru. Vaše vprašanje na to temo. Izvolite, Peter Slovenija. Vesna Zdravec. Najprej me zanima, če ste vpeljali tudi morebitne kazni za te, ki se tolikokrat pritožujejo, oziroma če kakorkoli zakon uvaja tudi kakršnekoli finančne sankcije. Finančne sankcije že obstajajo. Niso zdaj spremenjene v smislu, da bi bile kaj višje ali pa da bi kaj bolj zaostrili to? Zaenkrat ostajajo takšne. Veste, tudi Evropska direktiva ima svojo
svoje omejitve in po nekaterih zadevah bi mi šli bolj drastično, morda pri teh spremembi zakonodaje, pa vendarle nas evropska zakonodaja pri tem omejuje. Kazni pa so že tudi zdaj, je pa res, in v tem je pravzaprav ves problem, veste, da se Državna revizijska komisija instituta ugotovitve zlorab postopkov ni posluževala, pa jaz sem prepričan, da bi kdaj najbrž pa to tudi lahko ugotovila, ampak takih primerov praktično nimamo. Potem drugo vprašanje, ki bi imela, je glede tega zdaj možnosti uporabe pravnih sredstev. Če bi se te postopki zelo vlekli na sodiščih, bi seveda bila odškodnina in potem obresti te izjemno visoke. Pa me zanima, kako komentirate nekatere očitke, da bo ta zakon vendarle lahko povzročil, da bo država visoke odškodnine plačevala, prav na račun dolgih postopkov sodnih. Ne bo. Vam zagotavljam, da ne. Že zdaj bi jih lahko. Že zdaj, tako ali tako, če pride do tega, bo kdorkoli bo že hotel tožiti odškodnino, bo pač napoten na civilno sodišče, ampak to bi lahko storil že zdaj. Pa takih primerov praktično nimamo. Veste, ker v tem primeru bo pa moral tisti, ki bi se pritožil, na sodišču dokazati, da bi ta posel v resnici tudi dobil. To pa bo zelo, zelo težko. Tako da mi nikakor ne pričakujemo poplavo niti tožb na upravnem sodišču, še manj pa teh civilnih tožb. Te civilne tožbe zdaj zakonodaja že omogoča, pa jih praktično sploh ni. Pa še mogoče glede teh kratkih rokov, ali lahko zaradi tega recimo pričakujemo slabše odločitve, bolj površne odločitve tako Državne revizijske komisije kot ne nazadnje tudi naročnikov, glede na to, da bo imeli manj časa? Mi nismo ravno zaradi tega, saj pravzaprav rokov za te odločitve nismo skrajševali. Če rečemo, da mora Državna revizijska komisija nekaj odločiti prednostno, s tem nismo skrajšali roka, in tu smo sledili opozorilom, da bi lahko šlo pa seveda pretiravanje v drugo smer tudi na škodo slabših odločitev. Smo pa skrajšali rok, kar se pa v praksi resnično kaže, da je prav, ko Državna revizijska komisija nekaj odloči in se mora naročnik na podlagi tega odločiti, kaj bo storil. In to pa smo imeli pri največjem trenutnem razpisu, ne? Smo imeli take primere, ko je naročnik nenavadno dolgo mencal in ni ničesar odločil, potem, ko je pa odločil, smo pa vsi skupaj lahko ugotovili, da bi to lahko odločil v enem dnevu. In ta rok skrajšujemo, nikakor pa ne gre vse skupaj na škodo kvalitetnih odločitev Državne revizijske komisije, niti kvalitetnih vodenj postopkov samega javnega naročanja. Tukaj pravzaprav kakšnih hudih omejitev ni in tudi v praksi, ko gledamo postopke javnega naročanja, pa je toliko najrazličnejših pavšalnih ocen, da je javnonaročniška zakonodaja pri nas obupno slaba, ne? Čeprav je bila prenovljena, veste, da leto, dve nazaj, in da je bila takrat spremenjena resnično v najširšem soglasju deležnikov, ki sodelujejo v teh postopkih javnega naročanja, in strokovnjakov. Morda je ponekod celo prenormirano, to pa zaradi tega, ker se navadno naročniki zelo težko odločajo in bi radi imeli popolnoma vse normirano, ampak to ni problem samo javnonaročniške zakonodaje. Vi veste, da bi pri nas radi vse znormirali, ne? Ampak ta javnonaročniška zakonodaja, tako kot sem vam na začetku rekel, kaže, da življenje po njej v Sloveniji normalno teče in da skorajda 100% minus 2% teh razpisov konča v normalnih rokih, brez pritožb in brez kakšnih problemov. Še zadnje vprašanje me samo zanima, zelo dolgo je trajala ta točka razno, pa me zanima, kaj ste se pogovarjali. Poglejte, po poletnih počitnicah se je vlada prvič resnično sešla v polni sestavi na prejšnji seji, mislim, da nismo bili vsi zaradi službenih obveznosti in čakajo nas zanimivi izzivi to jesen. Vi veste,
od proračuna prek še nekaterih drugih in smo se pač vzeli malo več časa in smo se malo pogovorili, tako da nič dramatičnega ni bilo. Proračun je bil bolj v ospredju. Ste vi zadovoljni s tem proračunom, kakršnega ima Ministrstvo za javno upravo? Veste, zdaj, če bi bili vsi zadovoljni s tem proračunom, potem nekaj narobe. Nihče ni zadovoljen s proračunom, kar je normalno. In seveda na ta račun tudi finančni minister ne more biti zadovoljen, ne? Ampak to je pač umetnost možnega, takšni so okviri, takšno imamo ne zlato samo, ampak pravzaprav železobetonsko fiskalno pravilo, ki ga moramo spoštovati in seveda to nam pač narekuje, da se teh okvirov držimo, pa smo pa vsi malo žalostni, ampak bomo speljali tisto, kar imamo, s tistim moramo biti zadovoljni. Saj druge ni. Lep pozdrav. Kot je znano, je vlada novembra lani sprejela posebni vladni projekt predsedovanja Svetu Evropske unije. Marca letos je bila sprejeta tudi projektna naloga, tako da v zadnjih mesecih smo delo na tem področju zelo intenzivirali in priprave na predsedovanje so v polnem zamahu. Danes je narejen nov pomemben korak. Vlada je sprejela prvi osnutek prednostnih nalog predsedovanja. Slednje upoštevajo ključne izzive, s katerimi se Evropa sooča in se bo soočala v naslednjih letih. Upošteva strateško agendo, ki je bila na strani Evropskega sveta potrjena junija, in pa seveda tudi druge strateške dokumente Evropske unije in pa Slovenije. Pri samem umeščanju, katere so tiste prioritete, ki jih slovensko predsedovanje želi zasledovati, smo upoštevali 3 ključne kriterije. Prvi je, da gre za dosjeje, ki so prioritetnega pomena na ravni Evropske unije. Drugič, da gre za pomembne dosjeje oziroma področja, ki so pomembna tudi z vidika Slovenije, in pa tretjič, da imamo tudi v administraciji ustrezno znanje. Zdaj, dejstvo je, da 80% prioritet oziroma dosjejev aktivnosti v Bruslju je tako imenovana podedovana agenda, se pravi, to so dosjeji, ki jih predhodna predsedstva pustijo nerešena na mizi, ampak vendarle tistih 20% je takšnih, s katerim predsedstvo lahko usmerja delo sveta in pa doda nek svoj pečat Uniji. Prednostne naloge so razdeljene v 3 sklope. Ti v ospredje postavljajo skrb za prvič varno, drugič trajnostno naravnano in pa tretjič na vladavini prava temelječo Evropsko unijo. V okviru teh 3 sklopov so pa natančno opredeljeni tudi vsebinski elementi, ki bodo predmet naslednjih konkretizacij. Kar zadeva same priprave prednostnih nalog, veste, da smo imeli v februarja letos in pa julija 2 ministrska posveta. Vmes so se vršile intenzivne priprave z posameznimi resorji. Same prednostne naloge so bile pa tudi predmet posvetovanja z vsemi političnimi skupinami, poslanskimi skupinami v Državnem zboru. Kot rečeno, gre za prvi osnutek prednostnih nalog, kar pomeni, da se bodo te do samega predsedovanja še ustrezno dopolnjevale, spreminjale, odvisno pač od dogodkov, ki bodo v Evropski uniji, začenši z Brexitom, pogajanjem o prihodnjem evropskem proračunu, na vse zadnje tudi odvisno od prioritet, ki si bo nova komisija zadala. Ne glede na to pa so prednostne naloge pomembna osnova za naše pogovore z ostalima partnerja v triu predsedovanja, to sta Nemčija in pa Portugalska, s katerima že potekajo na različnih ravneh, tudi na ministrski
srečanja in pa intenzivni pogovori. Hkrati nam dajejo te prednostne naloge tudi zelo dobro osnovo za pripravo vseh ostalih vidikov predsedovanja, od logističnega, kadrovskega, promocijskega in drugih aspektov. Predvsem pa želimo na teh prioritetnih področjih biti bolj aktivni, še bolj aktivni, intenzivirati delo doma in v tujini in tako že pred predsedovanjem postati v Bruslju in pa tudi drugje bolj prepoznavni. Po današnjem sprejemu ki ga prioritet na vladi, bomo o prioritetah seznanili tudi Državni zbor in v kasnejših fazah potem tudi seveda tudi kakršnekoli njihova priporočila dodatno upoštevali. Hvala. Hvala državnemu sekretarju. Vaše vprašanje na to temo. Izvolite, TV Slovenija. Jaz bi mogoče imela samo eno kratko vprašanje. Me zanima, omenili ste samo, splošno ste govorili, da ta prvi osnutek predstavljate glavni izzivi. Kateri pa so glavni izzivi? Saj za Slovenijo, kateri glavni izzivi bodo? Ste to definirali bolj natančno, pa zanima me že, če je tudi kakšen finančni okvir podan, koliko bo vse to stalo, oziroma če se že o tem kaj pogovarjate. Hvala za vprašanje. Finančni okvir je bil dan že v okviru, že marca, ko se je sprejemala projektna naloga. Okvirna ocena je do 80 milijonov evrov iz naslova predsedovanja do konca leta 2021. Kar se pa tiče prednostnih nalog, jaz sem omenil 3 sklope, ampak znotraj 3 sklopov imamo razdeljeno tudi bolj konkretne prioritetna področja. Recimo, v ta sklop varnosti in pa mednarodnih zadev bo posebno poudarek Zahodnemu Balkanu. Tako z vidika samega napredka Zahodnega Balkana, gospodarskega in drugega, kakor tudi približevanja Evropski uniji. Velik poudarek bo predvsem na tem drugem sklopu, trajnostni izzivi, trajnostna Evropa. Veste, da se soočamo z velikimi izzivi na področju podnebnih sprememb, veliki izzivi na področju energetike. Tako da recimo samo v tem sklopu želimo dati poseben poudarek poleg socialne konvergence tudi razvoju zelenih tehnologij, krožnemu gospodarstvu, recimo digitalizaciji, umetni inteligenci in navsezadnje tudi trajnostnemu zagotavljanju oziroma proizvodnji hrane. Migracije? Migracije so del prvega sklopa, ki sem ga omenil, to je sklop varnosti. Na področju migracij bomo videli, kaj nam bo ostalo od prejšnjih predsedstev. Vkolikor bo nek skupen dogovor narejen že prej, vkolikor bo Dublinska uredba spremenjena in dogovorjena že prej, bomo imeli toliko manj dela. Drugače pa tudi migracije so opredeljene kot prednostna naloga. Kot vladavine prava pa predpostavljam, da boste opozarjali na arbitražno razsodbo, ali kako ste mislili, kaj bo ključni izziv tu? Upam, da bo takrat te zadeve že rešene, ampak kar se tiče pa vladavine prava, pa tu sta 2 aspekta. Prvi je poudarek na modernizaciji sodstva in pa večjem sodelovanju pravosodja in pa recimo notranjih zadev. Na drugi strani je pa ta aspekt, ki ste ga omenili, se pravi krepitev vladavine prava in pa temeljnih vrednot v Evropski uniji.